Ful mi je v čas, da sem že 3. leto lepotna urednica in da sem lahko 3. leto zapored testirala, izbirala in zdaj lahko razglasila najboljše izdelke preteklega leta. In se ful veselim, da vidimo, kaj nam bojo zmagovalci in vsi tisti, ki so bili nominirani, pripravili naslednje leto. Ja, hvala za vabilo. Zelo sem bila vesela, zato da lahko širim svoje poslanstvo naprej, še na malo drugačno publiko, mogoče publika na strani naročnikov. Zelo lep dogodek, zelo dobra ideja in pozdravljam dodatne podcaste na ta način, da se čim več pogovarjamo o neki koži. O moj bog, ko sem me povabil, nisem mogel verjeti, ampak bi rekel, da se nekako ta trd trud parih let nazaj poplačal. Pa tudi tako en znak, da delam, kar delam pravilno, pa da se tudi nas bolj zabavne ustvarjatelje vsebin jemlje tudi resno, ker imamo malo drugačno. Ni toliko, kako ne rečem, znanstveno, ampak vse skupaj komuniciramo veliko bolj zabavno, da mladi razumejo in mi je res veliko pomenilo, da ste tudi mene izbrali za sogovorca. Ian, ampak mi je odprl oči s stališča, ker je on nagovarja mlajšo generacijo in mi je dal zanimive iztočnice, kaj v bistvu ta mlajša generacija potrebuje, ker sem jih mogoče jaz na nek način spregledala. Moj najlepši del danes je bil Nataša in njena pristna energija, ko vodi, ko govori in vidi se, da res živi modo, lepoto, da je to res nekaj, za kar je rojena in meni je lepo videti ljudi, ki opravljajo svoje delo, za katero so rojeni. Jaz mislim, da so vedno te roza dogodki tista pika na i našemu delu. Sigurno je bil moj najljubši del ta glasbeni vložek, ker sem se pridružila Davidu za mikrofonom, ampak tudi cel ta vibe in ljudje, ko pridajo in se želijo podružiti z nami in da se malo poklepetamo.